Ti, piškotek, kam bomo zdaj? Ja, gremo, ne? Kam spet? Kar nekaj kontinentov sva že poklukala, ampak še kar nekaj je tudi treba poklukati. Tako da, zdaj je na vrsti evropski kontinent, pa sva razmišljala, kam bi se zdaj midva podala in so se nama zdele najbolj primerne balkanske države oziroma greva vse do Carigrada, zato da stopva na naslednji kontinent, do Azije se v bistvu podajava. Je domače, ampak pa tudi par novih držav, ne? Tako da v bistvu ni spet toliko domače, no. Ni toliko domače. Je pa ni. Je pa velika prednost, da lahko štartava od doma, oziroma štartava iz Krke na Dolenjskem. Vse road tripe z terencem sva že delala po Evropi, Islandija, Nordkap, ampak mislim, da smo pa zdaj tako pripravljeni, kakor še nikoli. Tako kot vedno nama ob strani stoji Pleško Cars, ki se ukvarja z uvozom vozil po naročilu. Jaz sem si zaželel Jeepa, Wranglerja in ga je vozil samo zame. Dober avto si izbral direkt za Albanijo. Zadnje čase je precej popularna Albanija za te ekspedicije 4x4. Tam so fajn hribi in imaš ful enih takih odročnih krajev, kjer se bo dober tale izkazal. Pa tudi treba je priznati, da smo midva velika entuzijasta offroad vožnje, ne? Zmeri bolj v bistvu. Ja. Sploh če imaš taklo igračko, ne? Joj, luštam bo. To mi pa duša mi zaigra, kaj je treba voziti po brezpotih. Zdaj tako, zavarovana sva. Pri Mat Sportu so naju pa tako, kakor je to že v tradiciji, opremali. S temle Overland šotorom. Tole bova pokazala, ko bova na sami lokaciji. Ti pokaži zdaj malo vsebino tega avta. Takole so si fajn takele gajbice sive kupila, robustne. Tlele imava kuhno, se pravi posode, čipse, hrano. Tlele imam jaz obleke, tukaj je fotooprema tvoja. Spodaj imava neke te pripomočke, ali viseče mreže, štrike, lopato, tako fino. Če bo kje not ostala, nama bo ta zelo pomagala. Precej mehna, no. Too much. Enkrat še ni prav zaprl tega prtljažnika, čez vedno pusti ta okno odprt. Ja, dobro, moram se še malo navaditi na te nove stvari. Mislim, da so se kar lepo spakirala. Precej bolj lično, kakor na Islandiji. Ja, tam je bilo kar eno čez drugo. Midva sva redi, ne? Ali kaj? Kuhajte bil. Nič, midva sva redi, ne? Ali kaj? Naslednja postaja Hrvaška, pa danes piva že v Bosni. Gremo! 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 Tele so se ustavila, da grejo tole znamenitost pogledati. Težka znamenitost. Težka znamenitost. Ja, na najni poti je bila pista oziroma aerodrom Željava, ki velja za najdražji skrivnostni projekt bivše Jugoslavije in sicer stal je 6 milijard dolarjev v onih časih, če pa to zdaj pretvoriš v današnji, pa skoraj, mislim, okoli 50 milijard dolarjev. Kar je ful, sploh za takle projekt, ki propada zdaj vse to. Ful enega denarja jih je koštalo, ampak nekaj let zatem so pa že razstrelili celotno zadevo zaradi razpada Jugoslavije. Tako da ne morem glih reči, da je bila super investicija, no. Mislim, da se s tem noben ne bo strinjal. Ja. Celo bazo oziroma letališče so not v hribu naredili in je bilo čisto samooskrbno. Blazno so uživali v hladni vojni, veš, po drugi svetovni vojni, da so se napenjali moči, ne. Je bilo le treba pokazati, da smo četrta najmočnejša vojska v Evropi. Je bilo kaj videti, ja. Čeprav je bilo bolj malo videti, ne, če so skrivali. Bi bilo pa mogoče najbolj smiselno, če se kar not zapeljava z avtom. Ja, peva, zgleda, da se da. Če gre avion not, gre pa tudi najed, ne.
Tukaj je pa en želez. Ne morem glih reči, da ne vem, koliko stvari za videti tukaj notno, ampak če ne drugega, se še nikoli nisem prej z avtom vozil čez nek bunker. Kar pa je tudi neka mini klukca. Zgleda se pa lahko kar voziš noter še, ker se tam kar eni motoristi vozijo. Ampak, ne vem, malo so štorasta s tem štorom na strehi. Ja, menava zapela, kaj je na tole štango. Ja. Prečkala sva Hrvaško in zdaj še bosansko mejo. Dobrodošel v Bosni. No, hvala. Pred nama je danes še 2,5-urna vožnja do mesta Jajce, ker je že po enem filmu naključil srečal enega prijatelja včeraj zvečer v Ljubljani in mu je dal ključe od neke hiše. Aha, izven mesta Jajce. Mesta, ja, ampak pač blizu Jajca. Mislim, da že vem, ko bova zjutraj za zajtrk jedla. Kar pomeni, da bo tudi na podeželju oziroma v krajih, kjer drugače najbrž ne bi bila. To te spontanke so najbolj komičarje. Od Jajca so se vozila 1,5 ure gor in sem prišla, zdaj to je pa v bistvu hiša od mojega prijatelja, ker to je bilo med vojno porušen in je dobil neke subvencije od Združenih narodov in je takole v bistvu še v izdelavi ta vikend. Tukaj so medvedi, volkovi okoli, res sva v brdih. Velika nova drva, ima nek kaminček noter. Joj. Desna je una, ja. Desno so varovalke. Okej. Lej kaminček malo tukaj. Lušten. Mislim, ful bolj, kot če bi šla zdaj tam v en hotel spat ali pa v nek Airbnb. Ja, to je ta pristnost. To je ta pristnost. Zdaj naj jo pa še gospa, tale soseda povabila gor na čašico. Na čašico. Tako da gre zdaj še kaj. Čašico. Še. Čašico. Dobro večer, izvolite. Ime je, izvolite. Šta je to? Rakija? Rakija, ali ima još nešto. Meda, dodatak i nekih. Neki liker. Ali probaj, ako se ne bude svi, to ne morate, vi baš da vas ja. Močno. Močna je, slavi, kako pa zažge. I slatka, da. Pis moj močno, kako me žge, kada bi mi je gorelno od zbora. Pa još neki ostali više. Ajde, še. Ja, bež duša, ploha gre. Lega. To vidi Slovenije, ej. Sad ćeš zaspat ko beba. Bomo s tem, ja, malo poglifali. Ja, dobro jutro zdaj ti, predpečenček naš. Dobro jutro. Kako smo spali? Ja, lušten, ki je tale ogenj prsketal po noči. Sem se tudi zbudil, pa sem parkrat naložil. Si imel kar del? Ja, letem je. Ful uživam v tem ognju. Za nama je bila včeraj dolga vožnja, jajcala sva se po teh cestah, da sva prišla do mesta Jajce. Pol je sledil še pol ure gor v hrib. V glavnem ti se še enkrat lepo zahvalil tvojemu prijatelju Igorju, da naj jo je gostil v tele vikendici. Zvečer naj jo je gospa soseda pogostila z malo rakije in šivnice. Sva šla na čašico. Na čašico. Pa na kolače, ne. In se je takoj čutil, ne, to, da si v Bosni, ta dobrodošlost. Mislim, to, da boste ki jedli, ne bomo. Krsilc. Ja, ste lačni, dajte jesti, veš, pravno. Nisi jo mogel prepričati, da so jedla čevape 2 uri nazaj. Ja, v bistvu že malo posilstvo z dobroto. Tako, ja. Ampak to je ta gostoljubje, ne. Southern hospitality, ja, v bistvu, se temu rekla v Ameriki. Ja, v bistvu je tukaj isto, ne. Ja. Južno gostoljubje. No, in zdaj naj jo gospa že spet povabila na jutranjo čašico. Ja, tokrat bo pa kavica. Aha, ok, ja, sem se že strašil.
Dobro jutro. Kakšne šalice imajo, kot v osnovni šoli, veš, ko si dobil kakao noter, pa belo kavo. Ful dobro. So pa hotela spustiti mesto Jajce, pa je rekla gospa, da ne. Pravi, da je prav pred zaščito UNESCO, da je tako neka trdnjava, katakombe, slab usred mesta, tako da sva rekla, grejo nazaj. Tako da imamo zdaj v načrtu, da se spustiva nazaj v mesto Jajce, si ga ogledava in seveda izpolniva to nalogo, ki sva si jo zadala, da v Jajcu seveda zjutrijeva tudi uganili ste jajca. Midva sva bila že tako lačna, da brez čevapov itak da ni šlo. Kleti zraven posod postrežejo še jajca, ne. To je v bistvu kljukca na kljukco, ne, da v jajcu ješ jajc. Nekaj normalnega zgleda klele na cesti. Moja guma stran padla, ali kva? Rekla sva, da bova še pred večerom prišla do Sarajeva, ampak sva nekaj kilometrov pred Sarajevom spotaknila ob atrakcijo, ki velja za mano, namreč stoji največja in najstarejša piramida na svetu. To je pa zdaj tako, ne. Lahko je mit, lahko je pa čisto res. Veliko znanstvenikov je izpodbil to tezo, da so to piramide. Je pa veliko nekih rovov so not najdel, pa tako. Ne bi bile pa stare 30 000 let, oziroma kolebajo, ali 12 000 ali 30 000 let. Se pravi, to je piramida Sonca, Ja. pol imamo pa še piramido Mesca. Ne, to ne bi bil cel kompleks, če sprovem. Ja, V višino mer okrog 200 metrov, kar ni tako malo. ja večja je kot vse unijo v Egiptu, veš. Ja, sej zato pa je največja. Šele ko sva se vrnila v Slovenijo, sva naletela na dejstvo, da je pravzaprav veliko več dokazov kot samo nekaj rovov. Očitno se bova morala k piramidam še kdaj vrniti. Tako je, no, jaz bom rekel, kakor tukaj vidimo iz ene strani, je res čist piramidasta, ampak bi me pa oni prepričali, če bi bila ona recimo neobdana z vsemi hribi, je pa za moje pojme problem, zato ker se povezuje z ostalimi hribi. Ne vem, kaj ne si čisto mislim. Prav tkaj da zgleda kar piramidasta, ne. Ne bom čisto zavrgel te teorije, ampak mene ni čisto prepričalo, no, tako bom rekel. Pa nisi vsako stvar svoje mnenje, ne. Dan bova začela s sarajevskim doručkom. Moram priznati, da ko sem klele videl, me ni najbolj miku, ampak ko so nama ga poservirali, moram reči, da je zelo obilen in tudi dobro izgleda. Pokaži zdaj to.
Dobro, da so samo enega naročila, ne? Ker že tole ni šlo gor na mizo. Pa kdo to pojedu? Kdo to pojedu, ti meni povej. Neki narezki, ajvar seveda ne sme manjkati in pa kajmak, ananas očitno. Ok, pa tale omleta je tudi zelo zanimiva, uživo veliko boljša, klele me niti najmanj ni matrala. Mislim pa, da bi se jim lahko javil za fotografa, klele, da bi jim tale meni pofotkal. In pa seveda obvezna zadeva je bosanska džezva in kavica. Zelo črna pride, zraven sva dobila še celo vodo za razrečati. Ne vem, kako se zdaj to lotati. Nekaj umaknem, kaj? Se ni prostora tudi dihati še. Nekaj je pikanten. Pa dobro. Kdo to pojedu vse? To je za 4 osebe, to ni za 2, realno. Ja, mislim, če te 4 miške dobila, bi se najedla, tako je pa pol še vse ostalo. Kdo to pojedu? Pa imaš pa še kosmiče, pol, kaj že vse zaključaš, klele. Koga povaba, da je stol tam, se še kdo usedel. Eno hiško pogledati, no? Tudi von je tudi prav, tako malo po urinu. Še ni povedal, da. Gor je lepo, mislim, ampak da to pa ne spucajo. V bistvu na celi poti, ki sva jo zdaj naredila, Hrvaška in Bosna, veliki sledovi vojne, porušene hiše, prestreljene fasade, seveda od vojne po razpadu Jugoslavije in to itak vpliva tudi na sam utrip mesta Sarajevo. Je enak tak grenak okus, ko vidiš vse te prestreljene hiše, pozor mine. Da ne omenjam to, da sva se včeraj na Hrvaškem vozila čez eno polje in opazila tablet, da so polja še vedno minirana. Ja, tako da nisem kle zahecati. Ne, tako da bo vam off-road malo dala na stran, ja. Še za Bosno, pa se ga pol lotva v naslednji državi. Noro je, da v teh časih še vedno velik del Bosne miniran, še posod so ta minska polja in kar grozen, da še vedno živijo med temi minskimi polji. Tako da se zdaj zapeljava pa še do tunela, ki je bil zgrajen med vojno pod Sarajevom oziroma pod letališčem in je zdaj spremenjen v muzej. Se pravi, ta tunel je bil zelo pomemben za prebivalce Sarajeva, ki je bil v bistvu edina vez med zunanjim svetom pa mestom, ko okoli in okoli je bila srbska vojska in nikakor niso mogli dobiti niti hrane, vode, orožja in v bistvu so po teh tračnicah po tunelu vozili vse to noter v mesto, tudi ranjence ven, ljudje so tudi bežali po tem tunelu ven. 3 leta, 10 mesecev je trajalo obleganje. In je v bistvu najdaljše obleganje v moderni zgodovini. Pač to so bili po hribih okoli vojaki in pa si mogel paziti snajperje, bombe in praktično so ljudje 4 leta tako živeli v strahu. Dolg je 800 metrov in je potekal v bistvu pod letališčem od UN-a, od Združenih narodov. And my father, when he came back from the front line, he was using this nylon, the same type of nylon donated by the UN. Mi je pa precej nepojemljivo, vedno, ko slišim vojna, imam v glavi prva, druga svetovna. Ker je bila pa ta vojna toliko malo časa nazaj, so pa vsi te vodiči, ki tukaj prodavajo, v bistvu doživeli to vojno. Je ta duh še precej živ.
Tale je pa znana gostilna oziroma čevapčinica Galatasaray, ki je pravi, da so najboljši čevapi v mestu. Najbolji. Najbolji čevap v Sarajevu. Ja, To čuo ću sam svako to. potvrditi, baš ono. On će veseli Bosanac, ja ću pa ovo ploču smešano. može, Ok, može. miks. Hvala. Te? Jaz sem dobil mešano meso, tako da vse pomalj probaš, ti dobil pa veseli Bosanac. In ker vem, da vas je zelo zanimalo, kaj je veseli Bosanac, to je neke vrste pleskavica, ki je polnjena noter s sirom in čebulo. Dobro zgleda. Nekaj novega, ne čak da probam, pa ti jim povedal, če je dobro. Dober, Dober. res dobro. A si opazil, kako fajn imava tale stolčke? Taki taburejčki. Je to tak, ta prav, a? Experience. Biš na YouTube. Bičete na YouTubeu in na nacionalni televiziji Slovenija. Aha, dobro, znači naši smo, ma vidi se to zrači, privlači se. Moj naš gazda je igrao u Olimpiji. Stvarno? On je igrao u Sloveniji 3 godine u Olimpiji. Fuzbol, a? Ja, da. I zašto se zove ovaj restoran Galatasaray? Pa zato što je on igrao u Slovenija, Belgija, Aha. Riješ i zadnja mu je bila turneja Galatasaray 4 godine. I A. po njegovim klubu i on slavno tu je bio najbolji strijelac. Šta će on doći pa će on vama sve to ispričati. So dobila od šefeta rakijo. Ja sad budem. So se postavila še, da si pogledava bunker, in sicer Titov bunker, nuklearni bunker, ki je bil narejen v primeru, da pade jedrska bomba na Jugoslavijo. Ali atomska, Jedrska ali nuklearna. ali nuklearna. Ja, vse troje, atomska, nuklearna in jedrska. Če bi padla, bi bil klele Tito na varnem in vsa delegacija njegova. Idemo notra. Ja, pejčka, vodič ne čaka. To je pa sončna ura, ali kaj? A ti vidiš, da je to štemarca noter v steno? To ni štemarca. Ja. Kje pa ima motor? Na kompresor. Veš, gor daš cel, pa podela. To je Tito me vklep pred bunkerjem. Ampak ura je 15 čez 2, to je pa 15 do 2. Tako da malo so falili, ne. Ja. Ni to pač natančen, to je glih tako, da zjutraj, ko se zbudiš, ne, pa ne veš, koliko je ura, aha, okoli 2. Tako da veš, da si zmenjen, naprimer, okoli 2. Če ima še en tam drug sončno uro, pa se on dva pa okoli 2 se dobiva, ne. Pa malo počakaš, ne. To bo moje sam 15. junija prodela. Kaj, takrat je najbolj sonca gor. Mhm. Če ne bi imel ure, bi mi pa prav prišlo. Ja, čist bi ti prav prišel, če narobe kaže pol ure. Ja, pa jaz mislil, da je ura 4, pa bi, aha, tako pa pogledam, je pa ura 2. Tako da se že prav, ne. Zjutraj, ko bi vstal, ne? Ja. Okoli 2. Tako. Titov bunker, zgrajen v strogi tajnosti leta 1979, ne bi prenesel jedrsko eksplozijo moči 25 kiloton, kar je 8-krat močnejša eksplozija kot tista nad Hirošimo. Zaklonišče so gradili 26 let, zanj pa niso vedeli niti prebivalci najbližjih vasi. Bunker se nahaja v gori, 280 metrov pod površjem. Razprostira se na več kot 6500 kvadratnih metrov, v njem pa bi lahko preživeli 360 ljudi več kot 6 mesecev. Tole je pa Titova soba, njegova rezidenca, kaj ima pisarno, tudi pa poljsko. Izgradnja bunkerja bi po današnjih ocenah stala več kot 20 milijard evrov. Navigacija naj jo pripeljala sem in nama kaže, da je v bistvu hotel noter v cerkvi. Bom že vprašal nune. Tam na unstran cerkve je narobe na moj Google kazal.
Pa vi ste rezervirali ovu na trećem katu, prvo imate doručak uključen. Znači dvokrevetnu, da vidim šta mi sutra dolazi. Ej, a ti mene sploh slišiš, dok je? Lobi nam dali še en kolo, da bi se furala, gor pa dol. Ogromna soba. Pa taka sterilna. Zelo sterilna, ja. Zdi tudi, da že dolgo nima noben klenoter, ki bi tak zatohal von. Center Mostarja za 2 osebi, 35 € na noč, oba dobiva zajtrka, pa soba je dolga kot ponedeljek. Drugače pa tudi, kar so bila v Sarajevu, je bilo kar precej poceni, tako nikoli. Ne vem, za 40 € smo imela res luxury apartments. Tako da sliši se zelo nobel, bilo je pa še bolj. Žal ga nisem posnel. Se mi pa zdi, da je to malo tak cerkvena, ne? Je, pa so te križi. Se to bi lahko ubilo enega. Kle bi pa mogli imeti, po mojem, sarme. Malo me spominja na maroški tažin, veš, kad dobiš tudi v takem pokrovu. Telečji čevap s šampinjoni pa paprikami. Jaz pa moram reči, da sem prav ponosen, da nam je ratal dobiti tele sarmice. Sarme, ki niso sarme, zavite v zelje, ampak v trtine liste, zato ker zdaj pa ni sezona za kislo zelje. To bom ven zrezal. Ja, ampak sarma ima svoj čar, zato ker je kisla. Ampak dober. Skozi pa tudi ne morava bosanske kave piti, ne? Zdaj pa malo italijansko. Cappuccino. Ful me je navdušil Mostar, zato ker tudi nisem od njega v bistvu nič pričakoval. Videl sem po slikicah ta lep most, ampak je tako kot en Dubrovnik, tok je srednjeveški, tok je... Moraš ga videti, no? Kot zanimivost pa lahko povem, da ime Mostar prihaja iz starega mostu, oziroma teh 2 stolpov na vsaki strani, ki so jih klicali Mostari. Drugače pa ta most je bil porušen, takrat, ko sem se jaz rodil 93. Hrvati so ga zrušili v vojni in so ga pol restaurirali v bistvu po starih načrtih. Tako da je tak, kot je bil, ampak ni on. Je pa to, kar vidiš, islamski stil oziroma turški stil gradnje. Oni so bili kle, ne? 3 stoletja so vladali tle Turki, tako da v bistvu so to oni zgradili in most in te hiške okoli in tako. Pa je boš skočil danes dol, ne? Ja, zihar, ja. Mrzla voda, se drugače bi. Ja, to je problem, ja. Mrzla voda. 24 metrov je. Kar ja. Tok še nisem. Ne? Malo po 19-18 sem skočil največ. A takrat sem bil še mlad, ne. Zdaj sem že Pa malo... neumen. Ja, zdaj smo že malo zreli. Da si lahko že kje zlomiš. Ja. Kaj sva dol zapeljala? Kaj pa misliš, da bo zdaj? Kakšna reka ali kaj? Mora se po reki malo fure. Ja, ni toliko strm. Ja. Idealen poligon so najdli za malo zabave. Ja, tisti, ki naju že dalj časa spremljate, veste, ne, da imava rada te malo izzive in da malo popestriva. In zdaj se vozva že par ur čez to Bosno in to in nama je precej dolg čas ratal. Tale rekca mi izgleda tak fin poligonček za malo se naučiti, kako pomanevrirati. Kako se avto odziva v vodi. Upam, da ne koga potopiti. Ne, tudi niso mine, a? Ja, jaz mislim, da ne. Ne me pa strah mine odle. Nikle min v reki, zakaj bo rekel, da mine? Se kar globok. Zavij kle proti meni.
jaz imam vso opremo tam v zadnji. Glejte ga, kam spet rine on. Kaj če meni opremo not zalili? Ni, to v redu je. Da v redu, idemo v krog. Malo smo se pohecali, zdaj pa dosti. Zdaj pa malo resnosti, pa gremo nazaj na cesto. Luštanje je bilo.